Ja, spet je tisti čas, ko se v vas vrne opazovalnica. Ne samo v vas, če ste z mesta, tudi v mestno. Če pa ste v kakšnem rovu, pa tudi v kakšen rov, v kakšen podzemen kanal. Z Anžetom pred začetkom. Z Anžetom sva se pred začetkom pogovarjala in predvsem čudila eni stvari. In sicer Anže, še preden je oznanil, kdaj bo opazovalnica, je odprl IRC kanal. V IRC kanalu so bili že 4 ljudje. Zdaj mi dajte pa eno stvar povedati, ker je vedno prisoten tašen smeh, ko rečem opazovalnica je kult, še preden gre ven. Ja. Dej pa povejte, kater stand-up komik ima 4 ljudi v dvorani, še preden pove, kje pa kdaj bo. Hvala. Mislim, To je to. A greva, je to za danes? Jaz mislim, da sem pa spot on povedal. Ja, mal prebijaš, pravi ljudje, tako da mal mem mikrofona govor. Sam povem, takoj kritike. Mal prebijam vsebinsko? Ne, glasovno. Oboje. Jaz mislim, da oboje. Ja, ok, fair point. V glavnem, zdaj si naštel mikrofon. Jaz bi te kar prosil, da poveš admin, da potem greva na najn že spet skrbno pripravljen scenarij. Danes imamo res veliko stvari za povedati. Veliko stvari se je nabralo, veliko gnojnih turov. Kaj ti? Kaj? Ne, turi niso hec. Kdo jih ima, lahko jih imaš. Imaš tur? Ne, nisem imel tur. Ne, ti ne, tako plemenite krvi. Jaz ne dobim turov. Gordar tudi ne prdi, to je trivia. Je imel, ne vem, če ste vedeli, ampak ne, Jonas sem hotel reči, Werner. A to je bil dis, a je bil to dis? Ne, ni bil dis, ampak z jezika mi je Jonas ušel, hotel sem reči Werner. Se razumem, Werner, Jonas, tam, to je to. Imel je eno turnejo po Sloveniji, ki se je imenovala Opa Tur. Pa sem jaz rekel, pisa, to bi moglo biti bolj Auatur. Slavaš. Veš kaj je najbolj grozno, ti se iskreno smejiš. Jaz sam sebe ne smem. Povej. Prva točka, UNICEF. Ne, to še nimamo. Ta podcast je zastonj pod pri.si. Hvala. Moram tudi reči, da sem po novem lastnik te domene. Sprav David Vidmar, ki je postavil. Resno? Ja, je potem rekel, da je on imel za nekaj drugega. Pri.si. Ja, pod pri.si, zdaj pa kot donacijo mreži Aparatus sem jaz, mislim, da že še en teden lastnik, on je podaljšal za 1 leto, je rekel, to je donacija, tako da David, hvala. Dejansko sem jaz zdaj lastnik domene pod pri.si. To je pa dobro. Je, v redu je. In to gre kam? Direkt na PayPal. Povej tistim, ki ne vedo. Ja, res je. Če greste na podpri.si, tam lahko poklikate in donirate oziroma podprete Aparatus za 4, 8 ali 12 evrov mesečno. Se vi odločite, vse to ful prav pride, ker drugače se tega ne bi več šli, pravic povedan. Ja, oprema je draga. To milo rečeno. In to je to več ali manj to. To je bil admin. Ja, zdaj pa, a imaš ti, jaz bi mogoče šel na redno rubriko. Najprej na redno rubriko. Na redno rubriko in ta redna rubrika. Potem bom pa jaz nasilno prevzel volan, potegnil ročno in skrenil s poti. Zakaj nasilno? Zakaj moraš? Kaj pa, če bi ti jaz volan kar prepustil? Jaz nisem easy driver, jaz nisem easy rider, nikoli bil. Jaz sem kar rough rider, to si hodil. Slovo. Ško to gavno. Slovo. V glavnem, seveda ta redna rubrika sliši na ime ocene v Apple Podcast oziroma iTunes. Tako. Imamo jih že 208. Eat your heart out, glave. Koliko imate pri glavah? Glave ne obstajajo več praktično, zdaj se bojo vrnile za Igro prestolov. Podrobnosti. Mislim, da več, nisi še zahvalil. Ja, ampak prej ste začeli. To je pa dejstvo. Procentualno, kdo ima več? Vedno ti zmagaš, Godler. Yes. No, pa se ne, da se hvala. Mala 3 nove ocene. Kaj pa pravijo? Od nazadnjič bom kršil subject line, a true masterpiece, 5 zvezdic. Boka Slo 22 je user. Boka? A je Boka. Boka Slo. Dobro. 22. Noro, krajšata mi pot na/iz službe, škoda, da sta samo 2krat na mesec, keep on, pa je pa emoji, ki ga meni ne prikaže, ker sem na Windowsih, tako da ne vem, kaj je tisto emoji. Pa je to človek, ki se vozi v službo v Ljubljani.
Ne vem. A hočeš reči, da je na vasi ali v mestu? Ja, ne, ta promet v Ljubljani je pa z njim. Lahko nehaš, to je najslabše, to pa vreme. Jaz mislim, da slabše, kar je od prometa, je, da se o vremenu pogovarjava. Vreme je tudi zanimivo. Vreme je zanimivo, ja, okay, nekaj. Naslednja je Brojgar. Brojgar je username, 5 zvezdic. Ja. Subject line opa, opazovalnica, opa. To je skoraj kot opa tur. Opa tur. To moramo videti, to. Če bomo imeli kdaj turnejo. Opa tur. Ja. To je v redu. To je pa v redu, opa tur. Pa kar ta ura, to je to. Samo on je imel res to. Ja, jaz razumem, mi da tudi lahko malo. Opa tur, ker je kao malo turnejo in ja. Opa tur. Samo mora biti to ura. A je to ura. Okay. Ja, ker pol mislim, da je, a veš, ne bomo kobala vsekali, a veš, ne moramo. Ok, v redu, naprej. Se pravi, najboljši nerelevanten podcast. Kaj imajo ljudje? Okay. Ja. Najboljši nerelevanten podcast, kot uspavanka, precej neprimeren, to se absolutno strinjam, s tem se pa res absolutno strinjam. In pa zbiramo podpise za podaljšanje formata na več ali enako 45 minut. Never gonna happen. Jaz tukaj se strinjam z Anžetom, kar je dosta redko. Takoj disaš. Okay. Ne, ampak tukaj se strinjam z njim, ker to, da človek. Ok, pustimo kulten podcast, vemo, vsi imate radi ga. Okay, hočem nekaj povedati. Ja. Prideti nepripravljen je veliko lažje zglumiti pol ure, kot pa 45 minut. Iskreno, Jure Godler. Jure Godler, iskreno. Okay, fair point. V glavnem pa ima pa še enega, Godex je username, 5 zvezdic, hvala, v subject lineu, hvala, pika, tako da veš, da je resno, hvala. Razbil sem telefon, pika. Zakaj pa to? Punca me reši in mi ponudi njen prejšnji iPhone. Sprva me oblijajo medli občutki, saj se selim v Apple tabor. Po nekaj minutah uporabe in pobiranja osnovnih aplikacij pa me zadane. Apple podcast, končno priložnost, da izrazim svojo hvaležnost za tole mojstrovino od podcasta. Vedno me nasmejita ali pa izobrazita, močne besede, ali pa izobrazita nekaj, vedno me nasmejita ali pa izobrazita, da besede uporabljam napačno, še vedno ljudem rečem, da so patetični, le s to razliko, da se zavedam, da sem besedo uporabil napačno. To je pa lepo. To je pa lepo, okay. Koliko lepih trenutkov sem doživel v sklopu tega podcasta, škoda, da ga ne morem priporočati nikomur, ker kaj sploh rečeš. Razumem? Plot twist, telefon sem razbil na lašč, worth it. To pa je predanost. Ne? To je pa zelo lep review. Zelo lep review. Na nivoju, ko bi rekel, succinct, ko se reče temu. Jedrnat. Tako. Pa zelo lep. Zelo lep. Godex ganil si Godlerja. Ne, res. GGG je to. Na mestu. Jaz najprej mislil, da ga je razbil, ker je poslušal, pa je od smeha, da ga je. Dej boc, ne biti gracious, ampak tako je. Kar slabo. Zdaj pa, kako si rekel, nasilno prevzemi volan? Ne? Ja, moram povedati, da imam knjigo zunaj. Ja, ne, to sem mislil, ok, no dej, jaz sem mislil to tako povedati, ampak ok, no dej, ne. Jaz sem hotel to podati. Ne, pač zdaj izkoristi tole za prodajo svojega, ne. Pač napisal sem eno Trotter Independent Traders. Trotter. Točno to. Naslednje pol ure. Dobite še kufr z Kitajske, ki se ne odpre. Ja, pokličite zdaj. Ja. Poleg knjige dobi, no ok, povej. Tako da vljudno vabljeni tisti, ki ste ljubitelji dramatike. Kaj si napisal? Moraš začeti, ti vse veš, ljudje ne vejo. Bom jaz, kaj aparatus. To si kaj počne, jaz sem Jure Godler, jaz sem cool, ni važen. Kaj si napisal? Napisal sem dramsko igro, imenovano Predsednikova norost, ki opisuje v realnem času, v sedanjosti, potencialnost, kaj bi se zgodilo, če se bi predsedniku države dobesedno zmešalo do te mere, da ne bi bil zmožen odpravljati svoje dolžnosti, ker v ustavi tega ne piše. Razumem. In potem sem to nekako po vzoru jasno velikih tragedij Kralj Lear in Bennettov, Madness of King George, to me je navdihnilo. Ampak pa sem pa spremenil in napisal tole dramo, da kako bi to bilo pa danes. In se mi zdi, no, da je ratal kar. Ja. Je pa tragikomedija. Tragikomedija, tako, ja. tako. Še enkrat naslov je? Predsednikova norost. In dobiš ga kje? Na linku spodaj.
Ja, dejansko zdaj prednaročila, ki so neki popusta. 27. pride pa. Ja. Pa Godler obljublja, da če kdo prenese knjigo na kakšno bodočo opazovalnico live, da jo podpiše. Tako, lahko se z njim tudi pot obrišem. Zakaj? Kaj? Pot? Da bi si Švico brisal s knjigo, da pa lahko ljudje rečejo, kaj. Yes, to pa ni samo knjiga, kleba še Švico od Godlerja. Če se prodajaš večilni, ki ga je Britney Spears splunila na koncertu. Če kje vidim paralelo je med tabo med Britney Spears, to se strinjam. Britney Spears pa jaz. Kaj? Ne vem, ne. Kaj? Okay. Dead end. Ne smeš povedati, ne smeš nič reči. Dead end. Okay, v redu. Jeans. Jeans, to je pa res. Takrat sem še imel, se mi zdi, ali nekdo mi je pokazal, pa mi je sliko poslal. Ne? V glavnem, knjiga je res na voljo, link je od spodaj v zapiski. Kaj Primus je založba, kako se reče? Tako Primus. Primus je .si je založba. Pejte pa kupite, ker je pač to. Avtorje je treba podpirati, jaz temu rečem. No? Mislim, da vas bo nasmejala, to je moj point, kar sem hotel povedati. Okay, razumem. Mislim, da bo nasmejala ljudi. Okay, kar se strinjamo, v bistvu. Pa Pižama mu je napisal neko kvazi recenzijo. Pa ni čisto ne res, da Anžeta ni notri. Oziroma neke Anžetove nepremičnine. To ni moja nepremičnina. Se vseeno, glavno. Premičnine. Drugač pa Urša GG v četu, se pravi ta 32 let star moški, sprašuje, a bodo parfumirani listi v knjigi. Ne, lahko pa Godlerju prinesete, pa vam on našprica parfum gor. In to s parfumom po izbiri, imate na izbiro čez 50. Tako da... Kaj boš vse prinesel sabo, parfume? Ne, to bi jaz pol vzel domov, ali gre pa z mano domov. Urša, če je kaj? Če 32 let star moški? Ne, če je ženska. Če je ženska. Ne, se ne, pač pretiravam, tu malo sem kosmat. Malo sem ne kosmat dobesedno, ampak malo sem... Prosim, nehaj. Prosim, vredo je. Tako slabo. V glavnem, ne vem, kje so, ne vem. Zdaj bi pa jaz rad skrenil s poti. Ok, no dej. Veliko pisem smo dobili, veliko pisem smo dobili na temo in Anže se zgraža. Danes bi pa rad končal. Zdaj me je malo strah. Kaj? Ne, pač roko gor, roko dol. Zdaj pa bi pa rad to debato enkrat za vselej končal, ker ne bi rad izpadel kot nekdo, ki je obseden z nekimi pornografskimi filmi. Zatorej. Škaj ti lahko sam nekaj rečem? Pol nekaj govori. Ne. Imam izločen pa prav. Ja. Jaz sem gledal prejšnji teden nekaj, kar nisem vedel sploh, da obstaja. Ne. Dokumentaren film z naslovom Roko. Posnet je bil leta 2016 in keď ti ta film pogledaš, je tebi jasno, zakaj Jure Godler tako ceni tega človeka. Ne, zakaj ga ceni na istem nivoju, kot ceni Nikolausa Arnoncourta? Res. In zakaj ga ceni na istem nivoju, kot konec koncev Shakespearea? Zakaj? Te zanima? Ja, ti bom povedal. Ne. Točno to. Eden je zdaj napisal v chat, prideš v chat, prva beseda, pornografski film. Ja, okay. Kaj je moj point? Ta film prikaže osebne stiske tega človeka in silo, ki ga goni naprej. To je, ko je umetnikovo delo, njegov lifestyle. Let me put it in perspective. Ko je umetnikovo delo njegov lifestyle, brez katerega ne more živeti, je to umetnik. Ker on je pol pustil pornografske filme in enostavno ni mogel brez. In je mogel iti nazaj to delati. Ja, jih pustil. On je pustil. Poje pa povedal en incident. Umrla mu je mati. In je bil pogreb. In po pogrebu je šel domov in tam ga ena materina kolegica, 80 let stara, prijateljica od matere, pač jokali so, žalovali so in je šel k njej na čaj, pa sta se to... Kaj, na čaj je šel? Na čaj je šel k materini 80-letni prijateljici. Okay. In je rekel... A lahko nehavaj, a lahko karkoli drugega, ker zdaj me je strah, kaj je incident? Pazi, incident je bil ta. In ona dva pijeta čaj. A to, čak sama, True story. True story, nekaj, kar si videl v dokumentarcu, torej.
to je Joko razlagal, pa Joko je vmes. Sam to povem. In je rekel v enem momentu, tistega, to je tako slabo. Ne, pa to je tako slabo, ker vem. Citiram komentar. Ja, vem, pa tudi če ga. Ne, pač tam vidiš, da gre tukaj za abnormalnega človeka. No, in pazi, in on je rekel. Kako pa prepoznam, recimo, če bi jaz imel nekoga v življenju, prijatelja, kolega, ki je abnormalen, kako prepoznaš to? Ja, on je rekel, da sta pila tisti čaj in v enem momentu je rekel, da je ratu neverjetno potreben, rekel, iz joka. Jaz sem doma, hočem. In je dal hlače dol in pa ne. Kaj ne? No, pač, torej, to je kar grozen. Ne, samo lepši. Samo lepši. Liziko. Okay. Slovo. No, v glavnem. Kaj ste vi rekli? Veš, da sem jih začela z The Office, pa tako, res vam mi, okay. Ne, pač vse, kar govorim zato, da govorim o tem človeku, da ti povem. Ja. Rekel, da si ne more pomagati. Ja, in je rekel, da je v 3 sekundah je bilo konc. Je rekel, da je pa šel. Je rekel, pa je pa šel in se nista nikoli več v lifeu. Je rekel, da ima tašne popadke in to ga ločuje od drugih umetnikov te vrste. V tem je bistvo. Razumeš? Okay. Česa? Bistvo Roka Sifredija. Da je on umetnik. In ne sam nek človek, ki je plačan za to, kar počne. Tako. On bi tudi zaston, če ne, bi bil preskrbljen. Pač hotel sem v perspektivo postaviti. Okay. Ne vem, kaj moram jaz zdaj na to reči. Ne, hočem sam povedati, to je umetnik zaradi takšnih vzgibov, ki jih ima. Okay. Ne. Pa je smešno, ko ima tega bratranca, ki skozi okoli z njim hodi in ga snema. Ne? In snemajo tam v Hollywoodu. Kaj ima bratranca? Kdo ima? Roko bratranca. Ja. In gresta snemati z dvema ven tam na teraso en film, ne? In res dobro rata vse skupaj in kaže in reče bratranc mu, to je bil pa najboljši do zdaj, pa si jih posnel že milijon. Rekel, to je bilo pa super. Pogrel pa gledati tisti footage, ne? In je polkne od kamere pozabil odpreti in sta tako prekriti, se neč skoraj ni videl in so mogli še enkrat. Wow. One pa vse raztrgane, vse umazane. Ok, v redu. Pač, as one is. As one, seveda. To je takšen posel, ne se zgražati. Kje si pa najdel ta dokumentar? Mislim, da razumem, kje. A to je bilo po TV-ju, kje? Ne, na internetu. Na internetu. Ja, okay. Mislim, da je letnik 2016. Sem odprl Klele Page. A je? Ja, je. No, to si lahko ljudje pogledajo in bojo videli, zakaj je to umetnik in zakaj to ni karen tam ameriški nabijač, ki vidiš, da mu dol visi, no, ne misli volik dol, no. No, veš. Ok. Ja. Pač to sem hotel obelodaniti, ker tukaj sem pa točno videl, ne? Da to ni sam. Jaz sem to vedno vedel za tega človeka, da je to nor človek, ki je umetnik bolj, ne, kot karkoli drugega. In ta film ti je to dal. Ja, pa je povedal v filmu tudi, da se je pogovarjal s hudičem, ki je bil otrok in da je prosil hudiče, da ga naredi znanga. A imaš isti pakt ti sklenjen? Ne vem, da pa bo televizijska karijera začela toniti. Kako bo začela toniti, če imam pakt sklenjen? S hudičem. Ja. Ja, kaj pa ti pol plačuješ? Kaj je, a ne? A veš? No, you name it. Najbolj ta promet ljubljanski. Lahko ne prometa omenjati pa Okay. Vremena. No, to je bil segment. Pač, a ne? Ja. Ne, hotel sem povedati, ne, to je, ti moraš človeka gledati po karakterju, ne, tako kot Arnoncourt. Arnoncourt je tudi konstantno študiral, razumeš, on ni mogel nehati, do smrti, dokler ni več mogel, ne. Ja. In čakaj, on je mrtev? On je 2016 umrl. Takrat je Roko film posnel, which is... Ja, to se je poklopil. Ne, hočem samo povedati eno stvar. Teh ljudi je malo. Hočem samo to povedati. Ja. In te ljudi zavoham in te ljudi imam ponavadi rad. Tako kot James Joyce. James Joyce je pisal tisto
te najbolj zajaman knjigo, ki je v Life opisal, do samega britkega konca, ki je bil že čisto. Vse je pa to. Ulysses pač. Finnegan's Wake. Finnegan's Wake. Ta je bila zadnja. In on je bil slep, ko je to pisal. Ampak je še vsem ustrajal naprej. O tem ti govorim. Okay. Veš, jaz čas, ne vem. Kje se pa ti vidiš v tem spektrumu? No, med Rokotom in Jamesom Joyceom, ki si jih zdaj povezal. Lih na sred. Zlata sredina med njima. Ja, okay. Mi. Yeah. Zgori pa Nonkur, spodi pa... Ona sta pa levo, desno. Torej. Tako. Jaz sem težišče teh... No, okay, vprašanje, Genesis sprašuje očeto, v Sloveniji imamo take modele, poleg tebe očitno. Poleg mene? Čak. Da je nekdo, ki ne more, ki je umetnik. In... Ja, sem v rogu. Ok, no, fair point. Fair point. Moraš šofirati. Moraš znati šofirati, ne smeš skreniti. Nasilno nazaj volan vzamem. Ta pocast umazan volan. A to spa ti rekel, zdaj. To je pa sorry, to spa ti rekel. Se strinjam. In greva na Opa Help, se temu reče. Ja, pa dejno. Opa Help prinaša kar par zelo zanimivih vprašanj. Moram reči, hvala vsem. Še enkrat, če hočete karkoli vprašati, zdaj eni mi pišejo kar na Instagramu, lahko mi pišete na Twitterju, najlažje je pa res, če... Najlažje, najraje jaz dobim pismo na roke napisano. Ja, da začutim človeka, da zavoham človeka. Okay. Slabo. V glavnem, hočem samo reči, če daste pa na Twitterju vprašanje, dajte pa samo hashtag OpaHelp in nama to vrže v en dokument in potem je tam najlažje skrb nabrati ali pa kar na anzeafnaaparatus. Preden greva pa na OpaHelp, bi pa rad pozdravil kolega Davida Urankarja, s katerim sva danes izkoristila zelo lep dan in igrala golf. Potem sva šla še tako pojest in so naj bili zelo veseli, zelo je bilo dobro. Vabljeni, no. Vabljeni. Kam? K igranju golfa. Ja, ok, ne vem, kaj si gotovo. Ja, ne. Lepo preživeti dan. Kako ste pa vi preživeli dan? Sem to ni OpaHelp. To ni OpaHelp. Ok, zdaj pa res OpaHelp. Zdaj pa res. Pejva na vprašanja. Se pravi, morava omeniti, to bova dala v OpaHelp. Hvala vsem, ki ste naredili posterje za film. Ja, sem jih pa nekaj videl, ja. Ja, to je bila pa v bistvu... dobra kampanja. Ja, mislim, res presežki. Jaz mislim, da se temu reče presežki. Ja. To si upam reči. Unike ne veste, o čem govorim, pejte na Facebook, legitimna FB skupina Aparatus, tam noter sem dal vse te posterje, res so izjemni so, no. Pač milo rečeno, kar se mene tiče. Je pa Grega, ki je ta zadnjega poslal, je rekel, da če najdeva vse easter egge, a greva na hitro čez, če vse najdeva. Valjda najdeva Royal Grb. Royal Warrant kraljičenje, mislim, da ne. Ok, trije so. To ni vse eno te isto, nič samo od familije. Ne, v kraljevi družini trije dajajo grbe. Okay. Ena je kraljica, drug je Duke of Edinburgh, tretji je pa princ Charles. In vsi trije imajo drugačen grb. Princ Charles ima tisti peresi ven, kraljica ima tašnega, Duke of Edinburgh ima pa tigra pa tega na levi strani. No. Pač različni grbi. Ja, pa samo roga. Ja. To je to, ta je. Unicorn. Sam ni Mauričen. Ne, ni Mauričen. Ivor Big Bot je Monty Python. To je z Monty Python. Slavo je, kar slabo sem jaz, posta Schwarzenegger DeVito, ne veva pa iz kje je hiša. To pa tudi jaz ne prepoznam. Bajta je ozadnji, ne veva iz kje je bajta. Tako da to pa ne vem. Pa verjetno bo sramotno, da ne prepoznamo to, ne? Ja, da tega ne veva je kar bedo, resnic. To se strinjam. Ampak ja, res ful hvala vsem, da nam so res, pa jaz sem sam tako res rekel, da naj nekdo naredi na Photoshopu, ne, da naj nekdo, ampak je preseglo pričakovanja. No, tudi Godler je bil čisto navdušen, sem vse prepošilal. No. In si samo eno domino podaril in je šlo naprej. Ja, tako da bom še kar čez, ker mislim, da če pa se kdaj, se pravi, Unke je naredil The Observatory, Anže, Kolbezen, Where It Is Observed, ena bolj smešnih stvari, Music by Gustavo Dudamel, epsko. Pa imamo Miha Vidakovič, kako si spravil Denija Devita gor opazovalnico, veš, samo ti, ampak svaka čas, sem to rekel. Ponovno, Tadej Tement, ta je taka indie film, ta mi je zelo všeč. Moram reči, da se je tudi Godler zelo poistovetil z Denijem Devitom,
No, to je pa. Potem imamo Vidmarčun, je celo dva naredil, ena je za The Duke of Salzburg, za dramo, ne, res dober, kjer nekako ne vem kako Danny DeVito drži El Grey v roki, kar je sploh epsko. Ja. Potem imamo pa še od Vidmarčuna še za film, ki je bil tak Tarantinovski, kjer je pa produced by Rocco Siffredi. No. Tako da res, pa Grega Malje naredil unega, ta prvega, ki sem ga prej omenil. Ful hvala sem, to sem prav hotel vse našteti, ker je preveč dober. Veliko ljudi mi je pisal, Jure, čak mal, sej, Danny DeVito je plešast. Ja. Ti pa nisi. To je res. Where's the catch? In sem rekel... Ja. Sem rekel, zakaj ni Tom Cruise, ne? Zakaj ni Tom Cruise? Pa sem rekel, da to je čist res, da obala sta 1,60 m. Ja, da ne vem, pa Leonardo DiCaprio so rekli, pa... Kdo je rekel, da Leonardo DiCaprio? Brad Pitt. To so prehajali. Prehajali, pisma. Danny DeVito, star. Že zaradi špeglov, sorry. Okay, zdaj pa... Jaz nisem plešast, pa debel. No, nisi plešast. V glavnem, zdaj gremo pa naprej. A veš, kako je pa zdaj bilo to slišati? Yeah. Nekdo, ki je to poslušal zdaj, bo tišino slišal. In bo mislil, zdaj so pa mikrofone izklopili, zdaj so se vas tepla. V glavnem, gremo naprej. Jure, katera je tvoja omiljena športno-tekaška oprema, superge, pa to oblačila, merilniki? Laufaš na tempo ali za svoj lušt? Blaž Jrcel to sprašuje. Za laufanje? Ja. Na 10 km. To je to? Jaz imam mene tiste športne hlače, oske. Ja. A to prijete? Ja. Pa tiste majčke s kratkimi rokavi, ki so iz une plastike. No. Ja. Tisti je super. Tisti je res dober. Kaj pa so perge? Kje so perge imaš? Adidas. Adidas, zanimivo. In Nemce. Ja, jaz okay. Ne, na čas nič, imam pa 48/10 zaenkrat. Ja. Več pa ne morem. Okay. Koliko imaš, Dimnikar v četu sprašuje, koliko ima Jure cajt na 10 km? Glej, kar sem povedal. Ne, ampak 48-49 minut. Ja, to je ta desetka. Ja. Okay, sorry, to sem na robe razumel. Ja. Okay, sorry. Okay. To je pa kar v redu. Ja, je v redu to, ne veš, tudi ne vem. Je to dobro. Dobro, Dimnikar pravi dobro. Ampak ne grem nič hiter, da bi full hiter laufal. Okay. Fair point. Naslednje vprašanje se pravi, kako dolgo imam parfum, preden ta izgubi von, se pokvari oziroma po domače z lufta? A ja, se pravi, medtem ko je flaški, ne na njej. Ja, to je pa odvisno. Dosti odvisno od parfuma. To je zelo dosti odvisno od parfuma, iz česa je narejen parfum. Jaz bi si predstavljal, da kakšni bolj težki parfumi prej spremenijo oziroma se prej pocajtajo, pa postarajo njim ne uprit kot kakšni citrusni, po moje. To bi jaz rekel. No. Ne morem reči, da si imel ne vem odgovora, to je samo mnenje. Fair point. In mi se gremo opa help. To mi je res teta justi ratala, v redu. Potem imamo, Boštjan sprašuje, Brexit, yes or no? A si za to, da gre Anglija po svoje? Jaz kot Slovenc ne. Kot Anglež pa. Kot Anglež pa. Kot Slovenc pa ne. Zaradi tega, ker ne moreš tako simple kaj pridati. Ja. Prvič to, drugič pa jaz 90% mojih zapravnin mesečnih prihaja iz UK. Tebe carina te skrbi. Ja. Zelo pragmatičen odgovor, moram reči. Preveč dober. Okay. Pa ima še kakšno vprašanje, klej lahko v bistvu dva poveževa. Marko in pa Nuša sprašujeta, katero pisalo pero Kemik, kaj priporoča. To so že malo govorila, Nuša pa v bistvu sprašuje, zanima me, katero nalivno pero uporablja Duke. PS je pošiljeni pisem še vedno aktualno, lepo zdrav od nove poslušalke. Zelo aktualno. Pisma so vedno dobrodošla. Vedno. Kam nekaj ljudje pošljajo? Stegne 19. Ja, ker Jure Godler stegne 19. Tako jaz tam dobim na mizo. Prinesejo ti. Prinesejo mi. Ja.
Jaz trenutno, bi šel na nalivnik. Jaz trenutno pišem s Parkerjem. Aha. Trenutno. Imaš pa Smithson, zelo dobri. Smithson. Men Smithson. Okay. Priporočam Smithson. Spok za papirje. Okay. Ful hvala, pa še enega prej je Aljaš tudi spraševal za me, BlackBerry Key 2, jej or nej? Nej, to je BlackBerry en telefon, ki se trudijo neki, pa ni to. Ni to? Ne, ni to. Res ni. BlackBerry ima renome. Rezime. Ga je imel. Zdaj ga je imel. Tako da to je bil opah. Še enkrat ful hvala sem za vprašanje, dajte jih poslati, lahko res tudi kar meni na mail, zdaj afnaaparatus.si. Napreden Jure pove admin in pa še kakšno vprašanje iz tlele? Poslovila. Vsi te hvalijo, da si dobro tečeš na 10. Ne biti preveč prijazni. A gre kdo z mano? Gre kdo z mano? Si ti vprašaš, ko rečeš, ni treba, da jaz razumem. Okay. Napreden Jure pove admin, bi jaz samo rad rekel, da sem začel newsletter pošiljati, tako da če bi se kdo naročil, gre lahko na aparatus.si pošiljnica pismo. Ne bom spamal, plan je poslati samo 1-2krat na mesec, ko pridejo te podcasti ven, pa kakšen link, pa take stvari. Update. Update, tako. Tako da, če koga zanima, se lahko tam naroči. Zdaj pa, Jure, prosim, admin. Ta podcast je zastonj. Podpri.si. Sedaj vlasti Anžeta. Hvala. To je res. To mi je res. Pa hvala še enkrat, David Vidmar, ki si nam dal to domeno. Res cenim kot podporo. Drugač pa to je bila ta opazovalnica, mislim, da 62. po vrsti. 62. po vrsti, numerološko zelo ugodna. Hvala vsem, ki ste bili tu. Vidimo se naslednji teden. Vidimo se čez 14 dni. Ni važno, ker je to podcast. Ljudje pač poslušajo, da ga poslušajo. Čeprav jaz sem kar tradicionalist. Jaz imam rad neko time frame. Ja. Vidimo se, ne moreš reči, vidimo se, ko se vidimo, to je on zlajnan. Ja, nič, se vidimo, ko se vidimo, a ne? Okay. Ne moreš tega. No, daj, pa zaključ, ajde. Vidimo se kmalu, if anything. Vidimo se hvala. Čau.